Gospe in gospodje, v dvorano prihajata predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in dr. Tomaž Čas. Mino, časni potrok. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni v predsedniški palači na slovesnosti v počastitev obletnice akcije Sever. Pred več kot 30 leti, leta 1989, so takratni organi za notranje zadeve z akcijo Sever zaščitili demokratične procese v Sloveniji. S tem so omogočili razvoj nadaljnjih demokratičnih dogodkov in aktivnosti, prve demokratične volitve ter nastanek samostojne in neodvisne države Republike Slovenije. Z akcijo Sever se je Slovenija zavarovala pred nasilnim posegom in morebitnim vojaškim udarom, ki bi močno obremenil demokratično preobrazbo naše države in otežil njeno pot k samostojnosti. Akcija Sever je bila organizirana z veliko učinkovitostjo in je zaščitila celotno ozemlje Slovenije. V njej je sodelovala vsa slovenska milica in drugi organi za notranje zadeve. Njeno vodstvo je več mesecev pripravljalo ukrepe in usposabljalo udeležence, kar je zagotavljalo učinkovito obrambo. Miting resnice je bil zaradi odločnosti takratnega vodstva in enotnega odziva Slovencev odpovedan. Slovenija pa je dosegla pomembno zmago na poti vzpostavljanja lastne suverenosti. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v predsedniško palačo povabil predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever, dr. Tomaža Časa, predsednice in predsednike vseh policijskih veteranskih društev, ki sestavljajo Zvezo policijskih veteranskih društev Sever ter vodstvo zveze. Vse goste ob tej priložnosti posebej lepo pozdravljamo. K slavnostnemu nagovoru vabim dr. Tomaža Časa, predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Izvolite. Spoštovani policijske vojne veteranke in veterani, ob našem spominskem dnevu, ki ga praznujemo 1. decembra, ko je slovenska milica skupaj z drugimi delavci organov za notranje zadeve leta 1989 preprečila miting resnice v uspešni akciji Sever, se vam v imenu Zveze policijskih veteranskih društev Sever in v svojem imenu zahvaljujem za opravljeno delo pred 32 leti in vam čestitam ob našem skupnem prazniku. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, iskreno se vam zahvaljujem za sprejem, ki ste ga pripravili za vodstvo Zveze policijskih veteranskih društev Sever in s tem kot najvišji predstavnik države potrdili pomen in vlogo akcije Sever, s katero smo preprečili miting resnice, katerega namen je bil zaustaviti začete demokratične procese v Sloveniji in vzpostaviti izredne razmere. Kako pomembna je bila akcija Sever, je ob njeni 20. obletnici rekel oče slovenskega naroda, takratni predsednik predsedstva Republike Slovenije, gospod Janez Stanovnik, in sicer, citiram,
Jaz mislim, da ni bila akcija Sever za slovensko zgodovino nič manj pomembna, kot je bila naša narodno-osvobodilna borba in nič manj pomembna, kot je bila vojna za Slovenijo. Konec citata. Sam pa sem letos izdal knjigo, ker sem akcijo Sever opisal iz vseh zornih kotov. Zato o akciji Sever ob tej priložnosti ne bom govoril. Je pa danes na srečanju pri vas tudi priložnost, da se oglasimo, vendar ne zato, ker bi v Združenju Sever verjeli, da imamo kot policijski vojni veterani večjo moralno pravico kot drugi, temveč se oglašamo kot družbeno odgovorni sleherniki, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z državo in s policijo, ki smo jo soustvarjali in konec 80. in začetku 90. let bistveno prispevali, da bi danes živeli v samostojni, demokratični, neodvisni in suvereni Republiki Sloveniji. Oglašamo se in oglašali se bomo, ker smo v listino vrednot leta 2017 zapisali, da temelji na vrednotah, ki so bile aktivnim in rezervnim pripadnikom organov za notranje zadeve Republike Slovenije vodilo njihovega delovanja pri zaščiti demokratičnih procesov v času osamosvajanja Slovenije, v akciji Sever in v vojni za Slovenijo. Borili smo se za vzpostavitev Slovenije kot samostojne, demokratično urejene države, ki bo temeljila na pravni državi ter spoštovanju človekovih pravic in njihovih temeljnih svoboščin in ki bi vsem omogočila, da odločajo o socialnih, kulturnih, okoljskih, ekonomskih, varnostnih in drugih vitalnih vprašanjih delovanja in razvoja slovenske družbe, slovenske države. Oglašamo se, ker imamo jasen zgodovinski spomin na čase pred osamosvojitvijo, med osamosvojitvijo in po osamosvojitvi, na dogodke, obljube in tedanjo vero v pravično in socialno državo in ker vemo, da sta konformizem in apatija največja nevarnost za družbo, ki prav zaradi tega zlahka postane plen delitev in političnih ekstremizmov vseh vrst. In danes ugotavljamo, da obstoječa oblast zavestno krši človekove pravice in njihove temeljne svoboščine, da aktualna vlada odloča z odloki, namesto da bi državni zbor sprejemal zakone, da se nedopustno posega v medije in imenovanje evropskih tožilcev ter ne upošteva odločitev sodišč in da se izvaja kadrovski cunami tudi v policiji in se še bo, glede na spremembe in dopolnitve policijske zakonodaje. Spoštovane policijske vojne veteranke in veterani, mi smo se 23.11.2021 pred tednom dni oglasili z filmom Zbujeni v sanje. Film je bil ustvarjen, da presliši vse politične in osebnostne interpretacije vedno istih govorcev o slovenski vojni in osamosvojitvi, ter že v osnovi zanemarili boj za zasluge. Bil je ustvarjen z globokim spoštovanjem do vseh in vsakogar, ki se je boril za samostojno in neodvisno Slovenijo. Film je bil namenjen predvsem za nove generacije, ki o vojni ne vedo nič, še manj pa, kako so bile v vojni razporejene vloge posameznih akterjev. Ustvarjen je bil, da v javnosti zbudi zanimanje, jo osupne s krvavo iskrenostjo, da zbudi spoštovanje do žrtev in slehernika, ki se je boril v tej vojni. In to nam je po odzivu javnosti več kot uspelo. Zato ste vsi, prav vsi zajeti v tem filmu, tudi če se vas eksplicitno ne omenja in vidi. Mnogi pa boste še vidni v celovečernem igrano-dokumentarnem filmu, ki ga že ustvarjamo in v katerem bomo lahko povedali več vaših zgodb, ki so vse enako pomembne in ključne za našo zmago in zgodovino. Spoštovani, sporočam vam, da bomo v spominskem dnevu policijskih vojnih veteranov v parku spomina Tacen
položili ikebani, padli miličnikom v vojni za samostojno Slovenijo in policistom, ki so izgubili življenje pri upravljanju uradnih nalog. To bomo storili danes ob 13. uri in zato, ker nas letos ob 1. novembru vodstvo Ministrstva za notranje zadeve in Generalne policijske uprave ni povabili skupnemu polaganju vencev, kot je bila praksa do sedaj vsako leto. Rekel bi, zato je o tem potreben resen razmislek. Hkrati pa je o tem izkazan odnos do policijskih vojnih veteranov in Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Ob dnevu spomina na 1. december leta 1989 želim vse dobro policijskim vojnim veterankam in veteranom, drugim članom Združenja Sever ter aktivnim policistkam in policistom, ki ste v službi državljank in državljanov Slovenije, ki ima po ustavi oblast v Republiki Sloveniji. Zato naj bo pri vašem in našem delu vodilo zakonitost, odgovornost, profesionalnost, strokovnost in neodvisnost od strankarskih politik. Naj čim prej zaživi demokratična, socialna in pravna država, za katero smo se odločili in tudi borili. Ostanimo zdravi, gospod predsednik, še enkrat hvala za vaš sprejem, prisotnim pa hvala za pozornost. Hvala, dr. Čas. Glasbeni program v počastitev obletnice akcije Sever je pripravil ožji sestav policijskega orkestra. Prisluhnimo skladbi Zelena dežela avtorja Mikija Vlahoviča.
Gospe in gospodje, ob obletnici akcije Sever nas bo nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki ga vljudno vabim k besedi. Spoštovani gospod predsednik, Združenja visokih gostje, gospe in gospodje. Najprej naj povem, da sem iskreno vesel, da lahko gostim vaše današnje srečanje ob vašem in našem prazniku, ki so slovensko, pa tudi mednarodno javnost spominja na slavno akcijo Sever decembra leta 1989. Obstaja prav poseben razlog, da sem vesel, da danes gostim ta sprejem, ko smo se leta 2018 zavedali, da se bliža letošnje leto, ko praznujemo 30. obletnico ustanovitve naše države, njene obrambe, smo se odločili, da tukaj v veliki kristalni dvorani predsedniške palače začnemo pripravljati sprejeme, ki bodo spominjali slovensko, pa tudi širšo javnost, na prelomne dogodke, ki so v slovenski politični pomladi vodili do demokratične, predvsem pa do samostojne Republike Slovenije, ki je bila, kot rečeno, po leti 1991 tudi ustanovljena. Tako smo leta 2018 naredili sprejem v čast 30. obletnice ustanovitve Odbora za človekove pravice, tako imenovanega Bavčarjevega odbora. Potem smo imeli tukaj slovesnost ob Majniški deklaraciji, imeli smo slovesnost ob posaditvi lipe sprave, imeli pa smo tudi slovesnost ob 30. obletnici ustavnih amandmajev v tedanji republiški skupščini. No, vidite, da so bili tam med leti 98-99 dogodki, ki so bili zlasti na ravni civilne družbe že velik, globok, močan izraz pomembnih demokratičnih sprememb v tedanji Sloveniji. Tisto, kar je zanimivo, je, da se je tem civilno-družbenim dogodkom, ki so bistveno premišljevali našo prihodnost tedaj, pridružila tudi uradna država, najprej in predvsem z ustavnimi amandmaji, potem pa prav z akcijo Sever tudi z obrambo na nek način tiste suverenosti, ki smo jo takrat imeli. In po mojem mnenju, mogoče napačnem, je bila akcija Sever prva akcija uradnih oblasti, ki je takrat zavarovala našo suverenost, kolikor je seveda bilo, tudi za uporabo sile. V tem smislu je bila akcija Sever nenadomestljivega pomena, pokazala je odločnost, da se brani demokratične pridobitve, hkrati je pokazala tudi na eno sijajno profesionalnost policije, pokazala je na enotnost slovenskega naroda in v tem smislu si zasluži v našem kolektivnem spominu eno prav posebno mesto. Ob tem priložnostnem nagovoru naj rečem, da je bil tudi to čas, ko se je začela, nadaljevala depolitizacija policije. To je bil zelo pomemben, prelomen čas, ki se ga tudi osebno dobro spomnim. Policija si je zadala za cilj, da počasi, ne čez noč, tako kot ne druge velike in pomembne strukture, postane profesionalna, politično neodvisna policija, ki bo delala v korist vseh ljudi in seveda za legitimno in legalno izvoljene organe, z ljudmi in za ljudi. To je z akcijo Sever tudi naredila in jaz nisem poklican zaradi svojega nepoznavanja, da bi danes presojal, kje smo glede tega 30 let in več kasneje. Prav gotovo je, da je v tem času policija še naprej pridobivala znanja, izkušnje, kvalifikacije za to, da si je v tem času, tedaj in danes zgradila eno zaupanje med ljudmi, ki je tudi zaradi sedanjih aktualnih okoliščin, tudi teh povezanih s covidom in protesti zoper ukrepe, seveda na veliki preizkušnji,
Ampak zdi se mi, da slovenska policija kaže eno zrelost, eno predanost, pripadnost. Je pa seveda za njen ugled zelo pomembno, da v javnosti ne nastane vtis, da prihaja do njene politizacije. To se mi zdi, da jaz ne znam presojati o ukrepih, o odločitvah, ki jih sprejemajo, tako v vodstvu za notranje zadeve kot v državnem zboru glede tega. Bi pa kot predsednik republike seveda rad povedal, da tedaj in zdaj mislim, da je za eno demokratično in družbo in državo zelo pomembno, da ima policijo, ki je visoko usposobljena, profesionalna, lojalna državi in njenim ljudem, prav gotovo ne političnim strankam, kot ste rekli. V tem smislu se mi zdi, da moramo vsi biti zelo čuječi, storiti vse, kar je v naši moči, da bi javnost zadržala ta visok ugled, ki ga ima policija. Tudi jaz moram reči, zdaj, ko počasi sklenem svoje obveznosti z koncem mandata predsednika republike v politiki, da sem vedno imel in imam zaupanje v policijo, v njeno profesionalnost, v njeno neodvisnost, v to, da bo ravnala razsodno, ne glede na težavnost okoliščin, s katerimi se sooča. In ne sklenem, ker ne vemo nič, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Vsi upamo, da bo mir in da bomo vse probleme reševali po mirni poti, ampak ker vemo, da je potrebno seveda vedno znova čuvati to varnost, ki jo imamo, ne rečem, da se mi zdi zelo, zelo pomembno, da ohranimo to visoko zaupanje ljudi v neodvisnost in profesionalnost policije, ki dela v korist vseh ljudi. To se mi zdi zelo pomembno in v tem smislu tudi mine ta priložnostna slovesnost. Se vam zahvaljujem, ker ste sprejeli moje vabilo, predsednik, visoki gostje, in smo na ta način lahko obeležili ta pomemben praznik, ki ni samo vaš, ampak je naš skupen. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Slovesnost ob obletnici akcije Sever bo sklenil ožji sestav policijskega orkestra, ki nam bo zaigral skladbo Za prijatelje avtorja Andreja Šifrerja. Izvolite.
Hvala glasbenikom. Sledi skupinsko fotografiranje predstavnikov Zveze policijskih veteranov Društev Sever s predsednikom Republike Slovenije. Vljudno vas prosim, da ostanete na svojih sedežih.